are torn apart. Shattered sentiments, broken hearts, total devastation until a spell is cast. And that's the magic of emotions. Thank you. Thank you. So, never underestimate emotions. Now, how much reason, how much emotion will depend on the product, will depend on the client, will depend on the situation. But I suggest that you need to make this mix, balance it carefully, and then try to influence. You are, after all, marketeers of the third category, not the first or second. Those aren't that interesting. And finally, there's something which one of the speakers today, this morning, said. Marketing is also what is becoming much more important in marketing, is engaging people. So getting people's buy-in and getting a buy-in from the people. So the relation is between the people and you and your company and your offer. It's not between the product and the people. And engagement is a big, multi-dimensional thing. And I'd like to close my presentation tonight by asking you to engage in a small exercise with me. Okay? Can I please ask you all to stand up? Thank you. Thank you. I will ask you to do as I do, please. Yeah? Okay, everybody is up. Very good. Please do as I do. Please close your eyes until I tell you. Close your eyes. Really do it, please. Some of you still have eyes open. Please close them tightly until I tell you. Keep your eyes closed. Okay, now open your eyes. Open your eyes and keep them open until the end of this activity. And now, would you please turn around yourself like this? Come on, do a turn. Yeah. Do a complete turn. Until you're looking at me again, yeah? Excellent. Now, would you please raise your right arm and make a fist like this? Right arm, make a fist. And bring your right arm to your chest 3 times, like this. That's great. Now, if somebody asks you about this presentation, you can genuinely and honestly tell them, this presentation, it brought me to my feet. This presentation opened my eyes. It made me turn around 360 degrees. And this presentation touched my heart. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. You really touched my heart. Jutri zjutraj, torej ob 8:45 nadaljujemo s tem predavanjem, še predtem pa se dobimo sem rekla ob 8:45, to zato, da bi se res pravočasno zbudili in bili ob 9:45 zares v predavalnici. Ob 8 pa se dobimo za tek z Urbanom Praprotnikom. Zdaj pa je gotovo res že skrajni čas, da
spoznamo oziroma jih že poznamo, ampak da predstavimo nominirance za marketinško direktorico, marketinškega direktorja leta. Kot vsi veste, so to, pa mislim, da si zaslužijo še en naš glasen aplavz. Eva Aljančič, direktorica marketinga Simobil, Ladeja Godina Košir, direktorica marketinga in oglasnega trženja Delo in Matjaž Grm, direktor direkcije prodaje in trženja Adria Mobil. Da ne bo pomote, naštela sem jih po abecednem vrstnem redu priimkov. In najprej si, kot smo že vajeni, oglejmo kratko predstavitev vseh treh kandidatov, v kateri boste izvedeli, zakaj so si prislužili nominacijo. Kot tudi prejšnja leta smo jim zastavili nekaj vprašanj, kako so odgovorili, boste izvedeli v naslednjih minutah. Ladeja Godina Košir, direktorica marketinga in oglasnega trženja Delo. Ladeja je dolga leta izjemno dejavna v marketinški stroki in po njenem prihodu na Delo je zelo vidna sprememba v novi organizacijski strukturi, ko marketinški oddelek ni več razumljen le kot komunikacijska podpora, temveč nova organizacija marketing vključuje kot novo integrativno trženjsko enoto. V negotovih lastniških razmerjih in v okolju, ki tisku ni naklonjeno, je večanje tržnega deleža Dela in Slovenskih novic v zadnjem letu, pridobivanje novih naročnikov in povečanje dosega spletnih portalov še toliko bolj opazno. Z vključitvijo marketinške filozofije v korporativno strateško razmišljanje, načrtovanje in delovanje je Ladeji uspelo razširiti marketinško filozofijo tudi znotraj podjetja. V Delu pokriva zelo široko področje, saj poleg klasičnih marketinških funkcij, tržne raziskave, razvoj novih produktov, upravljanje z blagovnimi znamkami, komuniciranje, odnosi z javnostmi, sponzorstva, skrbi tudi za trženje naklad in oglasno trženje. Ladeja kot predavateljica prenaša znanja na mlade generacije, je članica mnogih žirij, predavateljica na strokovnih dogodkih, mentorica in članica vodilnih organov stanovskih združenjih. Je prejemnica številnih nagrad. Danes mora biti vrhni menedžment skupaj z direktorjem marketinga predvsem izviren in inovativen. Katere so še tiste lastnosti, ki oblikujejo vrhunskega marketinškega direktorja? Za vrhunskega marketinškega direktorja velja po moje enako kot za kakršnega koli vrhunskega profesionalca, da je to splet tako osebnostnih lastnosti kot tistih profesionalnih kompetenc. Se pravi, na eni strani velik nabor znanj, interdisciplinarnih, zmožnost povezovanja, na drugi strani zmožnost analize, sinteze in pa tiste človeške lastnosti, ki razlikujejo posameznike od posameznikov, lahko jim rečemo X-faktor, ali pa kot je v zadnji reviji Harvard Business Review napisano, nov količnik imamo pozitivna inteligenca. In mislim, da v teh časih je prav ta tista, ki dela razliko med tistimi, ki znanja imajo in veščine tudi. Kako vi v vašem podjetju oblikujete prodornejše trženjske pristope, da vaše marketinške akcije dosegajo uspeh? Vprašanje je, kaj danes pomeni biti prodornejši. Prodornejši je predvsem osredotočeno na to, da obstaneš. Obstaneš pa tako, da razumeš, zaradi koga si na trgu in na trgu smo zaradi kupca. Poleg strategij, ki jih delamo, raziskav, ki jih upravljamo, podatkov, ki jih vključujemo, se res osredotočamo na to, da je tisti, ki je enkrat z nami na dolgi rok. Zato kupca, tudi ko ga pridobimo, ko postane naš bralec, obravnavamo še naprej z vso pozornostjo in se prilagajamo za kakovostjo naših vsebin, z platformami, s tem, da smo mu na voljo tam, kjer nas potrebuje, kadar nas potrebuje in da za tisti denar in čas, ki nam ga namenja, njegovo zadovoljstvo upravičujemo. Kaj svetujete bodočim marketinškim direktorjem, da bodo sposobni na svoj vrsten način ustvariti pametnejši, enostavnejši in učinkovitejši marketing? Nasveti so vedno problematična reč, tako da ne bi preveč modrovala. Morda toliko, da v tem času, ko smo zelo, zelo vpeti v ta vsakdan, v vse te spremembe, je dobro kdaj se postaviti na distanco, z razdalje pogledati na to, kaj počnemo, zakaj sploh to počnemo in prevrednotiti še enkrat svoje aktivnosti in dati sebe v oklepaj, kupca pa na piedestal.
Matjaž Grm, direktor direkcije prodaje in trženja Adria Mobil. Matjaž je del ožjega vodstva in pokriva široko področje, marketing in prodajo. S svojim prihodom je vzpodbudil organizacijske spremembe v podjetju ter prispeval k vpetosti trženjske strategije kot pomembnega integrativnega dela korporativne strategije. Za podjetje Adria Mobil je značilna široka regijska prisotnost, kjer ima vodilni tržni položaj tako na slovenskem kot evropskem trgu. Matjaž je tako odgovoren za kar 30 trgov. Izstopajoča mednarodna vpetost podjetja zahteva od Matjaža iskanje inovativnih rešitev, ki se kažejo tudi v prenovljenem in razširjenem marketinškem spletu, večanju prepoznavnosti blagovne znamke ter zavidljivih poslovnih rezultatih. Podjetje Adria Mobil je tudi po zaslugi Matjaževih dosežkov prejemnik številnih nagrad za inovativne izdelke. Najbolj izstopa nemško priznanje panožne revije Reisemobil International, ki kaže na uspešno kombinacijo odličnega izdelka in dobro zasnovane marketinške strategije. Matjaž s svojim zgledom in motivacijo spodbuja zaposlene na vseh ravneh podjetja k marketinškemu razmišljanju ter na ta način tudi spodbuja pravo mednarodno trženje. Danes mora biti vrhni menedžment skupaj z direktorjem marketinga predvsem izviren in inovativen. Katere so še tiste lastnosti, ki oblikujejo vrhunskega marketinškega direktorja? Vrhunski marketinški direktor danes mora poleg dolgoročnih vizij in pa dobrega poznavanja svojega trga, izdelkov, potrošnikov, biti predvsem dober komunikator, znati prepričati tako interno kot zunanjo javnost, da je podjetje z osredotočenostjo na tisto, kar najbolje zna in dela, lahko prvo na svetu, kaže neko strast do dela, ki ga opravlja in zna pri tem navduševati svoje sodelavce ter povezovati vse ključne funkcije v podjetju. Predvsem pa mora pokazati veliko mero poguma pri svojih dejanjih, pri svojih odločitvah in neomajeno stati za vizijo blagovne znamke, samo tako ji lahko zagotovi dolgoročno rast. Kako vi v vašem podjetju oblikujete prodornejše trženjske pristope, da vaše marketinške akcije dosegajo uspeh? Naš trženjski splet v veliki meri podpira produktni marketing. To pomeni, da je odličnost tega spleta zelo odvisna od inovativnosti in odličnosti samega produkta, ki ga predstavljamo, in v to probamo biti zelo vpeti, ker gre pa po drugi strani tudi za veliko centralizacijo celega spleta, ki ga vsebinsko in kreativno zasnujemo pri nas, decentralizirano pa izvajamo na vseh 30 trgih Evrope. Moramo v tem procesu zagotavljati kar neko mero kreativnosti, tako doma kot v tujini, predvsem pri izvajalcih, ki izvajajo ta trženjski splet. Kaj svetujete bodočim marketinškim direktorjem, da bodo sposobni na svoj vrsten način ustvariti pametnejši, enostavnejši in učinkovitejši marketing? Menim, da je zato potrebno pridobiti nekaj tako trženjskih kot prodajnih izkušenj, skozi to spoznate svoje izdelke, svoje produkte bolj, predvsem pa spoznate, kaj v praksi funkcionira. Probajte prepoznati edinstveno svoje ponudbe in jo označiti z enoznačno besedo in sledite načelu manj je več. Želje potrošnikov so bolj pomembne kot potrebe potrošnikov. Eva Aljančič, direktorica marketinga Simobil. Simobil je na trgu prepoznan kot izjemno marketinško naravnano podjetje, v katerem je Eva dejavna že desetletje, najprej na področju tržnega komuniciranja, zadnje leta pa kot direktorica marketinga. Jasna marketinška strategija in sistematičnost marketinškega delovanja je vidna tako na korporativni kot izdelčni ravni, kar se kaže tudi v verodostojnih rezultatih, od povečanja povprečnega prihodka na uporabnika, povečanja celotnih prihodkov in tržnega deleža. Eva svojo funkcijo pokriva izjemno široko področje, od produktnega marketinga, tržnega komuniciranja, CRM do celovite prisotnosti na spletu in družbenih omrežjih. Njeno delo zaznamujejo tudi razvoj novih produktov in širjenje ciljnih skupin, predvsem pa trajnostni razvoj in usklajenost blagovne znamke ter strategija podjetja. V preteklih letih je Simobil prejemal nagrade na vseh pomembnejših slovenskih festivalih.
Eva Eljančič je močno vpeta v marketinški prostor kot predavateljica na marketinških dogodkih in kot članica stanovskih združenj. Danes mora biti vrhnji menedžment skupaj z direktorjem marketinga predvsem izviren in inovativen. Katere so še tiste lastnosti, ki oblikujejo vrhunskega marketinškega direktorja? Poleg inovativnosti mislim, da mora biti marketinški direktor tudi drzen, da sprejme oziroma stoji za odločitvami, ki morda niso popularne, ki morda niso iz vseh strani videne kot dobre. Zelo pomembno je, da je povezovalen, da zna povezati ljudi, sektorje, različne načine mišljenja, da naredi iz tega nekaj najboljšega, kar je dobra marketinška aktivnost ali pa dobra odločitev za podjetje. Zelo pomembno je, da ima nek celovit pogled, nek strateški pogled, hkrati pa tudi oko za detajle. Mislim, da je prednost dobrega marketinškega direktorja ravno v tem, da dobro nekako ravnoteži ta nasprotja. Vsega seveda ne ve on sam, tudi to je zelo pomembna lastnost. Jaz rada rečem, jaz ne vem vsega in zato je zelo pomembno, da poslušam svojo ekipo. In da je moja ekipa taka, ki dopolnjuje moje lastnosti, tiste, ki jih nimam, tiste, kjer sem šibka, in hkrati, da lahko skupaj sprejmemo odločitve in naredimo nekaj najboljšega. Kako vi v vašem podjetju oblikujete prodornejše trženjske pristope, da vaše marketinške akcije dosegajo uspeh? V Simobilu vedno podpiramo drzne ideje in so vedno dobrodošle, take brez omejitev, take, ki se zdijo mogoče tudi malo preveč drzne na začetku. Naš kasnejšnji proces pa vse te ideje umesti in finančno, in strateško in znamo znotraj tega procesa ideje prefiltrirati na način, da vemo, kakšne učinke bodo imele kasneje. Zelo pomembno pa je, da podpiramo kulturo, da včasih tudi drzno idejo kljub vsem omejitvam pripeljemo do konca. Včasih pač se odločaš iz želodca in preprosto veš, da bo nekaj dobro. Kaj svetujete bodočim marketinškim direktorjem, da bodo sposobni na svoj vrsten način ustvariti pametnejši, enostavnejši in učinkovitejši marketing? Bodočim marketinškim direktorjem seveda svetujem nekaj osnovnih stvari, da poznajo svoj trg, da poznajo svojo branžo, svoje podjetje, kaj so dolgoročni cilji, predvsem da poznajo pa svoje kupce in svoje kolege, svoje zaposlene. Ne jih ne bo strah priznati, da česa ne vejo in poslušati svojih kolegov in ne jih ne bo strah stati za kakšno odločitvijo ali jo pa pripeljati do uresničitve, če verjamejo vanjo. In zdaj na oder zopet vabim Uroša Cvetka, podpredsednika Društva za marketing Slovenije, da nam predstavi nagrado in njen pomen. Ste veseli, ko zavlačujemo, a ne? Zavlačujemo. Nagrada Marketinški direktor leta je nagrada, ki jo podeljuje Društvo za marketing Slovenije zdaj že 6 let. To je nagrada izjemnim posameznikom in posameznicam iz slovenskega področja marketinga, ki uveljavljajo marketinško strategijo ali pa filozofijo. Kaj s tem mislimo uveljavljamo? Uveljavljajo tako v svojih podjetjih kot v širšem okolju. S tem, ko rečem uveljavljajo filozofijo, po eni strani v podjetjih mislimo, da širijo razumevanje in pomen marketinga v podjetjih, ga udejanjajo v izdelkih, storitvah, uspehih podjetja, ga preslikajo v zadovoljstvo potrošnikov in na ta način prispevajo k ustvarjanju dodane vrednosti za vse, tako za podjetje kot za lastnike in zaposlene. Po drugi strani, uveljavljanje marketinške strategije pomeni, da dejansko marketinške filozofije pomeni, da marketinško filozofijo širijo v prostoru, v katerem delujejo. Se pravi, da razvijajo znanje, da so odgovorni do tega področja, do znanosti in da so pripravljeni svoje izkušnje deliti z ostalimi nami, ki v tem področju delujemo. Kot sem rekel, to je že 6. leto, ko delujemo. Jaz mislim, da je to taka lepa priložnost, se spomnimo vseh preteklih nagrajencev. Prvo leto, če še spomnite, Aleksandar Uranc iz Gorenja, drugo leto Iztok Sila, Telekom Slovenije, danes prisoten tukaj. Leto za njem Tomaž Arh, Droga Kolinska, sledila je Tina Komelj, Ljubljanske mlekarne, lani Mojca Avšič, Mercator. Kdo bo pa letos? Sem koga pozabil? Vse ste našteli. Kdo bo pa letos? Pa prepuščam penar.
Iskreno povedano, ne vem, kdo bo letos, ker se mi zdi, da je to najbolj varovana skrivnost na svetu. Na oder vabim še lanskoletno oziroma do danes marketinško direktorico Mojco Avšič z Mercatorja. In Tanjo Kavran, generalno sekretarko Društva za marketing Slovenije, ki v kuverti skriva ime marketinškega direktorja ali marketinške direktorice leta 2012. Uroš, recimo, dajva še zrecitirati sonetni venec, pa krst pri Savici, Soči recimo. Bomo ploskali, medtem ko bo Uroš odpiral kuverto. Ne bom jaz malo zavlačeval, ja. Mene vsako leto šokira, ker si vsi mislijo, pa sej, če Tanja ve, pol še kdo ve. Pa recimo s Tanja so se midva res zelo blizu. Pa tudi vam ne pove. Tudi vam ne pove. Tanja. Jaz res ne vem, kaj se skriva v tej kuverti. Potem nam pa najprej povejte, če gre za ime ženskega ali moškega spola. Da res ne vem. Aha. Ženska. Torej, gospe in gospodje, cenjeni gostje, marketinška direktorica leta 2012 je Eva Aljančič. Eva Aljančič, marketinška direktorica leta 2012. Eva, preden vas povabimo k besedi, lahko še zberete svoje misli, imamo za vas pripravljenih še nekaj prijetnih presenečenj. Če bi videli svojega direktorja, kako zelo se je razveselil te nagrade, bi ga takoj v ponedeljek prosili za povišico. In na oder zdaj vabim gospo Rozi Bernik, predstavnico Holističnega centra razvoja osebne uspešnosti Karnion, ki podarja antistres program. Antistres program vsebuje tudi plavanje z delfinom na suhem. Ja, prav sem prebrala, tako piše, plavanje z delfinom na suhem. To v Sloveniji očitno mogoče samo v Karnionu. Iskrene čestitke in hvala lepa. Na oder vabim tudi gospoda Tomaža Lorencetija, solastnika in direktorja Centra poslovnih potovanj Uniglobe Slovenija, ki je tudi solastnik GoOptija. Naša marketinška direktorica pa prejme 1 leto brezplačnih prevozov GoOpti. Eva, ker ste stroke, gotovo veste, da je Samsung Electronics, vodilno svetovno podjetje na področju digitalnih medijev ter tehnologij, nocoj ob 19. svetu predstavilo 3. generacijo Galaxy S, imenovano Galaxy S3. Gre za telefon, ki prepoznava vaš glas, razume, se odziva in omogoča, da takoj in na preprost način delite svoje občutke z drugimi. Sicer pa ga boste podrobneje lahko spoznali jutri na razstavnem prostoru Samsunga. Marketinška direktorica pa že danes prejme ta prestižni Galaxy S3, zato na oder vabim Saša Krmaca, vodjo prodaje divizije Samsung Mobile. Hvala lepa. In marketinška direktorica leta prejme tudi darilo Zlatarne Celje, ki podarja ročno uro Lencija.
šopek bo Eva dobila malce pozneje, če dovolite. Hvala lepa. Eva, zdaj pa z nestrpnostjo pričakujemo vaš zmagovalni oder oziroma vaš zmagovalni govor. Če se prav spomnim, je lansko leto Mojca Avšič dejala, da se počuti kot Miss Slovenije. Izvolite. Pa da si zaželi mir na svetu. Najlepša vam hvala za to priznanje. Zdaj, če bi vedela še, kakšna so darila, da bi sploh vedela, da bom danes na odru stala, bi se mogoče malo bolj pripravila. Osebno mi to priznanje pomeni zelo veliko. Verjetno sem danes že veliko o tem govorila. Priti iz oglaševalske stroke in delati kar veliko let v oglaševalski stroki in preideti na en drug nivo, ki se mu reče marketinška stroka, dobiti priznanje od strokovne javnosti, od kolegov, ki te ocenjujejo, recimo, dokaj kritično lahko, je zame zelo osebno nekaj zelo pomembnega. Ta nagrada ni moja, ta nagrada je nagrada celotne marketinške ekipe v Simobilu. Bravo, gajsi, super ste. Ta nagrada je v bistvu tudi Simobilova, predvsem pa najlepša hvala Dejanu, ker je uspel tak pogumen korak narediti in nekoga, ki je advertiser, postaviti na mesto direktorja marketinga. Hvala. In seveda najlepša hvala vsem našim poslovnim partnerjem, s katerimi sem tudi jaz rasla in delala te korake. Hvala lepa vam. V imenu kar celega Simobila se vam zahvaljujem, ker jemljemo to nagrado, bom rekla, kot skupinsko delo. In jaz upam, da boste drugo leto rekli, dobro smo glasovali. Hvala. Hvala lepa. Kot vidite, je Eva odlična šefica, zna razdeliti delo. Uroš drži kipec, Mojca drži ostale nagrade. Seveda pa, spoštovani in spoštovane, vsi prav dobro vemo, da je nominacija